Hvaljen Jezus in Marija, dragi prijatelji, vesel sem, da smo spet skupaj v naši in vaši domači oddaji Pot poti. Danes bomo v oddaji govorili o veliki noči in pričel bi z tole mislijo. Ta dan se spominjamo največjega čudeža in temelja naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Skrivnost vstajenja lahko razumemo samo v moči vere, ki je presežni Božji dar. Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in smrti odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus odprl pot v večno življenje. Jezus je v svojem zemeljskem življenju večkrat napovedal svojo smrt in vstajenje od mrtvih. Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje na osnovi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus takrat prikazal po vstajenju in jim z očitnimi znameni pokazal in dokazal svojo istovetnost. Dva učenca sta na poti v Emaus, sta ga na primer prepoznala po lomljenju kruha. Po starodavni slovenski navadi so po župnijah vstajenske procesije z Najsvetejšim. Na vašo željo gostim malečniškega župnika Jožefa Lipovška, ki je zelo poznan v tujini in doma po svojih pridigah. V imenu gledalcev, poslušalcev se mu iskreno zahvaljujem, da širi na takšen način Božjo besedo. Lepo pozdravljam župnika Jožefa v oddaji Pot poti, dobrodošli in Bog vas živi. Hvala Jezus in Marija. Dragi prijatelji, vesel sem, da smo zopet skupaj v naši domači oddaji Pot poti. Danes bomo v oddaji govorili o veliki noči, začel bi pa s tole mislijo. Ta dan se spominjamo največjega čudeža in temelja naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Skrivnost vstajenja lahko razumemo samo v moči vere, ki je prenesena v Božji dar. Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus odprl pot v večno življenje. Jezus je v svojem zemeljskem življenju večkrat napovedal svojo smrt in vstajenje od mrtvih. Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje na osnovi pričevanj oseb, ki jim je Jezus prikazal po vstajenju in jim z očitnimi znameni dokazal svojo skrivnost in istovretnost. Dva učenca sta na poti v Emaus, na primer prepoznala Jezusa po lomljenju kruha. Po starodavni slovenski navadi so po župnijah vstajenske procesije z Najsvetejšim. Na vašo željo gostim malečniškega župnika Jožefa Lipovška, ki je zelo poznan v tujini doma po svojih pridigah. V imenu gledalcev, poslušalcev se vam iskreno zahvaljujem, da širite na takšen način ta Božjo besedo. Lepo vas pozdravljam, župnik Jožef, v naši domači oddaji Pot poti, Bog vas živi. Lepo zdrav tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem. Menim, da je prav, da vas župnik Jožef, ki ga poimenujete, dragi gledalci, v Avstraliji, Ameriki, Evropi in seveda preko svetovnega spleta v Sloveniji in tujini, na kratko predstavi svojo župnijo v Malečniku. Seveda pa tole oddajo posvečamo tudi gluhim in naglušnim osebam in so dobrodošli. Torej, lep pozdrav tudi vam, spoštovani, ki ste preizkušeni v svojem življenju in vam pošiljam najprej Božji blagoslov in zdravje na duši in na telesu. Naša župnija svetega Petra pri Mariboru leži v začetku slovenskih goric. Zato rečemo, je naš kraj kot vrata v slovenske gorice. Kot kraj, ki ga obdajajo vinogradi in vinska cesta, kraj, ki ga obdajata dve cerkvi. Zgornja cerkev je podružnična cerkev na Gribčku, to je cerkev Device Marije, in spodnja je župnijska cerkev svetega Petra pri Mariboru. Spodnja cerkev se že omenja prvič leta 1236, takrat se imenuje tudi kraj kot tak sveti Peter na skali. Prvi župnik pa se omenja tukaj 1338. leta. Kdor pride v naše svetišče, vidi najprej veliko oltarno sliko, kjer Jezus izroča ključe Petru s tistimi znamenitimi besedami: ti si Peter, skala, in na to skalo zazidam cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Potem tudi je baročno svetišče, kjer imamo tudi najrazličnejše podobe iz življenja svetega Petra
Imamo tudi relikvije blaženega škofa Slomška, tako da je tudi Slomšek večkrat zakajal to svetišče in iskal navdiha za svoje pridige in nagovore. Zgornja cerkev na hribčku je cerkev Device Marije, kjer jo vsak vidi, ki prihaja v Maribor ali pa iz Slovenskih Goric proti Mariboru. To je cerkev Device Marije in je bila zgrajena leti 1493 in 1517. Je pa neogotska cerkev s prelepo podobo Marije Pomočnice in Jezusa Kristusa. Ker so mi naši gledalci oddaje Pot poti preko svetovnega spleta iz Avstralije poslali eno misel in se vam ob tej priliki tudi zahvaljujemo tudi v svojem imenu in v imenu naše televizije. Oddajo bomo posvečali gluhim in naglušnim osebam, govorili bomo o veliki noči, ampak če dovolite, bi vam v zahvalo za te čudovite pridige, katere vsaki teden iz te župnijske cerkve svetega Petra pošiljate v svet, poslal zahvalo eno misel. Gospod Jožef, zahvalo za vaše čudovite pridige bi vam naši gledalci podarili eno misel in menim prav, da jo preberem. Ljubim te, moj Bog, in moja edina želja je, da bi te ljubil do zadnjega diha svojega življenja. Ljubim te, Gospod, in edina milost, za katero te prosim, je, da bi te večno ljubil. Hvala lepa. Kaj pomeni ljubiti Boga? Ga ljubimo dovolj, gospod župnik Jožef? Torej, najprej hvala lepa za prelepo misel in za to, da lahko iz mojih pridig kaj izluščite za svoje osebno in duhovno življenje. Ljubiti Boga je gotovo prva največja zapoved, kajti Bog nas je tako ljubil, da je poslal svojega sina, da bi se nihče, kdor vam veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Zato kdor ljubi Boga, je na pravi poti, želi dobro sebi, želi dobro drugemu in tudi uresničuje tisto največjo zapoved, ki je Jezus dal apostolom. Ker so s nami tudi bratje, ki so gluhi ali naglušni, kako bi pravzaprav njim dejali, kako vemo, da nas Bog ljubi? Torej, Bog vas ima rad, Bog vas ljubi, tudi vas, ki ste preizkušeni in želim vam podati vedno, da verujete v Boga. Izražajte se v svojih dejanjih, v svoji ljubezni, če tudi morda ne slišite, ampak po drugi strani vas Bog vseeno ljubi, ste najbolj dragoceni v njegovih očih. Bog vas ljubi neskončno in če tudi bi bili edini na svetu, bi dal za vas življenje. Mi, ki slišimo, ki vidimo, vas časih ne razumemo, vas ne sprejemamo dovolj, ste morda kdaj osamljeni, ampak verjemite, da Bog po dobrih ljudeh govori in zato, če vas dobri ljudje sprejmejo, potem vas sprejema tudi Bog. In želim, da bi bili vedno sprejeti, da bi bili ljubljeni, kajti že sveti Avguštin je rekel, da kdor je ljubljen, potem lahko tudi ljubi. In kdor ljubi, ne more delati slabo. Zato, ker ljubezen, ki jo daje, je gotovo prava ljubezen in je od Boga. Pred nami je največji krščanski praznik Velika noč. Ta dan pred postom na prilično sredo praznujemo pusta, ali je med njimi tudi veliko takih, ki jih pravzaprav prištevamo kristjanom. Ali ni praznovanja pusta žalitev Boga? Kaj bi rekli vi o tem običaju oziroma vsekakor je dobro, da se ljudje razvedijo, ampak verjetno gre za eno pustno šemo, ki nima tistih trdih temeljev v krščanstvu. Ja, to je gotovo. Veliko je tukaj raznih poganskih prvin. Recimo, kot so takrat naši predniki darovali bogovom ali pa izražali svojo danost skozi različne obrede in običaje. In nekaj tega se je branilo tudi skozi pustne šege. Nekako pravijo, da kdor si nadene masko, da odganja zle duhove, demone in tudi, da se odganja zima in ne vem kaj vse še. Ampak po drugi strani pa vemo, da je v krščanski tradiciji pa je ravno ta običaj, da je potrebno masko sneti, da je potrebno pokazati pristen obraz, da je potrebno Boga ljubiti takšnega, kot si in se ne spremeniti. Zato vidimo, da večkrat ljudje nosimo maske skozi življenje. Velikokrat si nadelamo maske sebičnosti, maske samozadovoljstva, uživanja in zato seveda pust in pa krščanska tradicija ne gre sta skupaj. Gre pa za to, da se ljudje malo poveselijo
No in potem drugi dan popusta pa prav tako pride post, pepelnica, da se človek tudi malo zresni, da odloži svojo masko življenja in da začne pot proti veliki noči. Morda bi se tole istočnico začeli oddaja pot poti, da bi vsaki dan bila ena mala velika noč. Kako so kristjani pripravljali na tole veliko noč? Prav bi bilo, da v tem času naredimo tudi nekaj dobrega, nekaj plemenitih del. Kaj menite vi? Vsak dan se obhaja sveta daritev in sveta daritev vključuje trpljenje, smrt in vstajenje našega Gospoda Jezusa Kristusa. To je gotovo največja skrivnost in zato je vsak dan obhajanje te velikonočne skrivnosti pri sveti maši. Vsaka nedelja je tudi mala velika noč in zato je prav, da vemo, da je vera brez del mrtva, kot je rekel apostol Pavel, saj smo v Pavlovem letu. In zato se trudimo vsi skupaj, da bi čim več dobrih del, da bi vzeli post zares, da bi se trudili, da se čim bolj s temi dobrimi deli približamo Jezusu Kristusu in veliki noči. In tudi vi, preizkušeni brati in sestre, lahko prav tako na svojem področju veliko dobrega naredite. S tem, da se družite med seboj, da poslušate razne oddaje, da vam s tem, kot tudi današnja oddaja pomaga na tej poti, da boste bolj sprejeli Jezusa in da se boste na svoj način pripravili na velikonočno praznovanje. Ali je premišljevanje Jezusovega življenja in trpljenja tudi molitev? To je gotovo največja molitev, kajti Gospod je sam molil: Oče, ako je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, ampak ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. S tem je pokazal odprtost do Boga, kako je pomembno se molitvi odpirati, kot se školjka odpre, kot se recimo odpre kakršnakoli druga rastlina, ki cveti in odpre svoj najlepši cvet. Tako se mora tudi človek odpirati Bogu. Mora biti kot prazna posoda, da Gospod nalije ljubezni, da lahko potem človek z svojo držo izraža najlepšo danost Bogu. In je to tudi hkrati molitvena drža pred Bogom. Ker je z nami tudi veliko gledalcev, bratov in sester, ki niso slišali veliko za Božjo besedo, kaj bi za njih dejali, kaj je velika noč, post, kako se pravzaprav pripravljamo na ta največji krščanski praznik in kdaj doseže tisti vrhunec in katere jedi prinašamo blagoslovu? Velika noč je najstarejši in največji krščanski praznik in zato tudi se pripravljamo intenzivno skozi 40 dni. To je čas posta, odpovedi, molitve, miloščino, dobrih del in pa tudi osebne zavzetosti za molitev, za dobra dela, da človek opravi tudi dobro spoved, da se zave, da ni samo bitje iz telesa, ampak tudi bitje iz duha in duše, da se vemo, da smo duhovna bitja in da nas je Bog takšne ustvaril. Zato ne smemo delati proti sebi in proti Bogu. To je najlepša priprava na veliko noč, da človek samega sebe pripravi in da v samem sebi doživlja to lepoto praznovanja in da se veseli, da ga je Kristus odrešil, da živi v tem upanju, da je post najlepša priprava na veliko noč. Morda bi vas še prosil, pri velikonočnem žegnju imamo tudi sestavne simbolične pomene, kot so šunka, hren, pirhi, potica. To so velikonočna jedila, ki jih blagoslavljamo duhovniki na Veliko soboto. Čudovita simbolika, kajti vsako jedilo ima svojo simboliko, ima svoj pomen. Recimo potica, vsak je ima rad in potica simbolizira Jezusovo krono. Potem recimo šunka simbolizira Jezusovo meso, ki je bilo takrat preizkušeno, trpeče, so bičani. Jezus je trpel, zato na nek način, ko okusimo šunko na velikonočno jutro, se spominjamo Jezusovega telesa, njegovega trpljenja. Potem recimo hren, Jezusovi žebri, ostrina hrena, pomeni, da tudi mi, ko zaužijemo najprej hren, še pred šunko, doživimo to ostrino, nas peče. In to pomeni, da je tudi Kristus za nas trpel, bil preizkušen.
Potem recimo kruh, ki simbolizira Jezusovo telo, tu ga gospodinje posebno skrbno pripravijo, da je res na velikonočno jutro na mizi in ga gospodar ali gospodinja skrbno razreže in ga razdeli vsem. Pravimo tudi, da takrat ne jemo z vilicami ali z noži. To je sodobna pogruntavščina. Drugače pa naj bi jedli z rokami, da res občutimo, da se potrudimo, da res živimo to skrivnost. Potem recimo tudi pirhi so simbolika Jezusovih solz, zato ponavadi gospodinja v košaro položi tudi poleg šunke, kruha, tudi seveda pirhe, ki so simbolika in pa tudi simbolika Jezusovega vstajenja. Tako kot se lupina odpre, tako je Kristus premagal smrt, odvaril kamen in vstal tretji dan. Verjetno se zjutraj zbere celotna družina, nekaj pomoli in potem pojedo takšno hrano oziroma tole blagoslovljeno jed. In katere molitve so tiste, ki so prost, ali jih lahko človek sam izbere? Ponavadi je to družinska molitev. Ponavadi jo začne gospodar ali gospodinja, tako da se najprej po jutranji sveti maši in procesiji na velikonočno jutro družina zbere okrog mize. To je svet trenutek, lahko rečemo, je to nadaljevanje tega dogajanja iz cerkve, da se prenese bogoslužje tudi domov in da se lepo obhaja kot družina. Po tej uvodni molitvi, ki je lahko določena na kakšnem obrazcu ali pa tudi poljubna, kot Oče naš, Zdrava Marija in potem prošnja za blagoslov, potem se začne, da najprej okusi družina hrane, torej da občuti najprej to ostrino in da se spomni Jezusovega trpljenja, potem pa se nadaljuje naprej z šunko, z kruhom in pa z ostalimi jedili. Se morda vi še spomnite kakšnega utrinka iz otroštva, ko ste se pripravljali na veliko noč? Verjetno je bilo to malo drugače, kot je sedaj. Ja, gotovo je bila to zelo zanimiva priprava. Vedno so me vključili v to dogajanje, tako da sem moral barvati pirhe, potem še prej pripravljati za cvetno nedeljo presvec ali butaro, potem tudi obvezna je bila udeležba velikonočne vstajenske procesije. Ker sem glasbenik in pevec, sem tudi igral v domači godbi na Pihala, jutranico, tako da smo tudi v procesiji igrali te prelepe velikonočne pesmi. Po sveti maši pa smo se odpravili domov in sledil je lep velikonočni tradicionalni zajtrk. Verjetno se še spomnite, kako ste pisali tiste velikonočna voščila in kaj pravzaprav na njih napišemo? Velikonočna voščila so vedno najlepša, posebej, če so pisana iz srca. In sam sem se vedno potrudil, da nisem napisal samo blagoslovljene velikonočne praznike, ampak tudi kakšno misel iz svetega pisma, kakšno misel, ki je nagovorila človeka. Kajti vedno sem imel pred očmi tisto osebo in sem skušal čim bolj tudi s kakšno mislijo nagovoriti njega za te prelepe velikonočne praznike. Kaj naj pravzaprav kristjanu pomeni križ, les? Križ je najstarejše krščansko znamenje in v postnem času se srečujemo vsak dan s premišljevanjem križevega pota, z molitvijo rožnega venca. Tudi tukaj v našem svetišču imamo prelepo znamenje Kristusov križ z atributi Kristusovega trpljenja, tako da je les križa v ospredju vseh naših srečevanj, premišljevanj v sveti maši in pa tudi molitev. Zakaj je pravzaprav potrebna spoved? Ali je spoved, kjer se spovemo duhovnih, enakovredna le tedaj, če nas spove duhovnik, ali se lahko tudi sami? Zelo pomembna je priprava na spoved. Tukaj se človek sam že tako v svoji notranjosti spove, ko premišljuje svoje grehe, slabosti. Zato vedno poudarjam, da je potrebno, da človek že doma se ustavi v sebi, da premišljuje svoje grehe in slabosti in potem, ko pride v cerkev, da je tudi že pripravljen in da samo še prestopi prag spovednice
in potem lepo v notranjem miru pove grehe. Menim, da je prav, da tudi nekaj rečemo o smrtnem grehu in kateri so glavni grehi. Kakšna je pravzaprav razlika? Imamo smrtne grehe, imamo težke grehe in imamo tudi srednje ali male grehe. Vedeti je treba, da mali grehi se že očistijo na začetku svete maše pri uvodnem kesanju. Če človek res čuti kakšen mali greh, da je morda kaj pogrešil, koga užalil ali recimo kaj opustil molitev, lahko recimo že v začetku svete maše poprosi odpuščanja. Če gre pa za kakšen težji greh, to pomeni, da je človek grešil v kakšni težji stvari, da ima tudi, se reče, greh težko materijo, da je greh povzročil kakšno škodo bližnjemu, da je recimo užalil Boga, da je recimo naredil kakšen prestopek, zoper bližnjega pa je potrebna že izpoved. Pa ni dovolj samo uvodno kesanje. Tu morda ljudje zamenjujejo, da mislijo, da se vsi grehi že na začetku svete maše pustijo, ampak to ne drži. Smrtni grehi, kot so recimo odpad od vere, potem umor ali pa večkratni splav, ti grehi pa so pridržani, torej posegnemo spovedniku, penitenciarju ali pa tudi svetemu sedežu, da mora potem tudi takšen človek opravljati težjo pokoro in navaden spovednik ne more dati odveze. Menite, da nas je pravzaprav v postnem času, ko je križev pot, lahko pomaga, da se do nekle približamo Bogu? Gotovo nam pomaga, kajti če človek intenzivno doživlja Kristusovo trpljenje, njegovo smrt in vstajenje in vzame resno postni čas, ki traja 40 dni, potem lahko tudi bolj intenzivno doživi velikonočno dogajanje. Morda bi nekaj besed dejala tudi o krepostih. Pravzaprav, kaj kreposti sploh so? Kreposti so danosti človeške narave. Vsak ima izmed nas kakšno krepost, ki mu je Bog podaril. Zato rečemo, so tudi Božji darovi, ki nam jih je Bog že ob rojstvu, da položil v naše telo. In samo odvisno je od človeka, od posameznika, kako te kreposti razvija, kako jih živi, kako jih uresničuje. Poznane so recimo najbolj znane kreposti, teološke, kot so vera, upanje in ljubezen. Že apostol Pavel je rekel, to troje, vera, upanje in ljubezen, največja pa je ljubezen. Potem imamo tudi druge kreposti, da lahko človek tudi komunicira, da lahko živi, se izraža, da lahko kaj dobrega naredi, da lahko s svojimi talenti in darovi pomaga bližnjemu in tako resniči samega sebe. Kaj pomeni beseda odpoved, zadoščanje, pokora? Odpoved je bistvena v postnem času. Človek se mora odpovedati najrazličnejšim stvarem. Vemo, da je človek danes zelo izpostavljen najrazličnejšim ponudbam, reklamam. Mediji mu vsiljujejo najrazličnejše zadeve, kako bo večji, močnejši, hitrejši, lepši. In ravno to človeka vabi, da pade v te zanke, v te mreže sodobnih medijev. Odpoved pa je, da se človek zna odpovedati. Kajti, če se človek nečemu odpove, kar mu škodi, lahko samo obogati samega sebe, postane s tem močnejši, postane bolj močan v duhu, v Jezusu Kristusu. Če človek spomni Kristusov evangelij, če se zna odpovedati tem materialnim stvarem, potem lahko bolj zaživi tudi Kristusov evangelij in je bolj močan v Kristusu. Že apostol Pavel je rekel, kadar sem slaboten, takrat sem močan. Torej pomeni, ko človek prizna svojo šibkost, svojo nebogljenost, da to samo še bolj dvigne. Postane še bolj močan, postane še boljši kristjan. Ker so z nami tudi bratje, ki so gluhi ali naglušni, sem malo radoveden, kaj pravzaprav pomeni beseda molitev, oziroma kako ste pravzaprav vi nekoč molili, ko ste bili še pri starših, v družini? Molitev je najlepši odnos z Bogom in zato lepo, če molite, vi, ki ste preizkušeni, da izražate na svoj način molitev. Bog vas sliši, Bog vas vedno posluša, Bog vas sprejema takšne, kot ste, ker ste ljubljeni v njegovih očih.
in zato za svojo držo izražate najlepšo molitev. Tudi če morda kdo ne more govoriti ali da ne sliši, je vseeno vaša tiha molitev najlepša molitev, ki jo izražate. Sam pa sem tudi v mladosti molil velikokrat na različne načine. Včasih tudi med potjo v šolo ali iz šole. Včasih sem tudi med odmorom našel kakšen skriti kotiček, da sem s svojimi besedami se priporočal Bogu. Ali pa tudi na drug način, ko sem pri sveti maši kasneje, kot ministrant molil in stregel duhovnikov in tudi danes kot Jezusov služabnik želim na najlepši način izražati svojo molitev preko svete maše. Lahko razložim naših gledalcev stavek, vse, kar delamo ali pa delam iz ljubezni do Boga. Vse, kar delam iz ljubezni do Boga, je zelo lepa misel. Samo mora navoditi ljubezen. To je najbolj pomembno. Če delam po svoji volji, delam večkrat narobe. Že Sveti Avguštin pa je rekel, ljubi in delaj, kakor hočeš. Torej pomeni, če me ljubezen nagiba, potem delam prav in ne morem delati drugače, ker me vedno vodi ta ljubezen in imam ljubezen do Kristusa v ospredju vseh mojih dejanj. Ob tem je navdihnila tudi pri vas, ko imate tole Marijino cerkev na Gorci, ta lep križev pot. Bi priporočili našim gledalcem, pa tudi z družinami, z otroci, da poromajo k sveti maši, pa tudi, da se sprehodijo v tem lepem križevem potu. Morda kakšno besedo več o tem? Seveda vas lepo povabim, dragi gledalci, da res poromate na našo Gorco, Cerkev Device Marije. Po hribčku so kapelice križevega pota, ki jih je dal postaviti skupaj s svojimi župljani moj predhodnik Marko Glazer. In te kapelice smo obnovili pred 3 leti in to so čudovite podobe Kristusovega trpljenja in veliko romarjev, veliko naključnih sprehajalcev iz Maribora, okolice se dnevno sprehaja ob kapelicah križevega pota. In zato vas povabim, da v postnem času ali na prvo soboto v mesecu poromate na našo Gorco, kjer je vedno sveta maša. Našega gospoda župnika Jožefa Lipovška lahko tudi slišite na spletni strani www.živilko.com, tudi na vaši spletni strani, ki je ne vem na pamet, in tudi na spletni strani krščanskega strežnika RKC. Tako, to je tudi naša spletna stran. Kdor ima računalnik, internet, lahko kar lepo napiše župnija svetega Petra in se bo gotovo odprla. Ja, hvala. Jaz bi se zdaj dotaknil družine in tudi, ko pridemo, kako vi vidite današnjo slovensko družino in morda ali znamo ceniti svoje starše? Gotovo se je spremenila podoba današnje družine od tiste tradicionalne družine, ko je še vsa družina bila zelo verna, zelo prepletena z verskimi običaji, potem vsi so šli obvezno k sveti maši, vsi so molili, veliko je bilo duhovnih poklicev. Današnja družina pa je ali enostarševska tudi, ali celo tudi z samo enim ali 2 otrokoma največ, kajti zato je današnja družina še bolj izpostavljena. Veliko je tudi vpliva zunanjih medijev, potem tudi družbeni vplivi so tukaj, ki zelo ogrožajo današnjo družino, potem tudi hiter čas življenja, zelo je problem glede zaposlenosti. Veliko družinskih članov se znajde tudi z brezposelnostjo, da izgubi kdo službo. Zato je današnja družina še bolj izpostavljena, še bolj potrebna molitve, še bolj potrebna pomoči, da bi tako strani družbe, tudi strani cerkve, družina čutila, da je sprejeta, kot je lepo rekel Božji služabnik Janez Pavel II, družina, ostani to, kar si. Prej sem omenil, ali znajo današnji otroci pravilnost ceniti starše? Zelo različno je od družine do družine. Velikokrat je tako, da se otroci kmalu tudi postavijo na lastne noge.
da odidejo na študij v kakšne večje mesto in da starša kmalu ostaneta tudi sama. Pa tudi odnosi danes so drugačni, da bolj bazirajo na tej prijateljski ravni, tako da se kmalu otroci oddalijo od staršev zaradi različnih vplivov družbe in da kmalu postanejo odrasli. Po drugi strani pa zaradi študija pa se marsikje zgodi, da se pozno oddalijo od svojega doma, si pozno ustvarijo družino, da bolj pozno postanejo socialno zreli. Tako da je odvisno od družine do družine. Morda bi še jaz k temu dodal, da je mama od svetega Avguština zelo dolgo molila, da se je spreobrnil, a ne? Ja, to je znan primer, da je več kot 30 let molila, prosila, jokala. In ko je sveti Ambrož videl to njeno gesto, njeno dejanje, da je toliko jokala, je rekel: sin tolikeri solza se ne more pogubiti. Kako vi vidite današnjo mladino? Današnja mladina je torej zelo pripravljena tudi sodelovati, kadar je pravilno tudi nagovorjena, kadar je sprejeta, kadar je ljubljena. Potem mladi ljudje veliko lahko investirajo vase in so pripravljeni sodelovati. To se vidi v različnih srečanjih, duhovnih gibanjih, recimo tudi v srečanju Stični, kjer se vsak leto zbere tudi do 7000 mladih, ki želijo tudi nekaj svojega življenja narediti. Gotovo pa je tudi kakšen procent tiste mladine, ki pa se rajši ukvarjajo z drugimi stvarmi, ki rajši želijo bolj svetne stvari poskusiti in se oddalijo od Boga in cerkve. To posebej čutimo po Birmi, kjer jih veliko mladih odide. Ampak mislim, da v srcu pa ostanejo verni, jim ostane nek odnos do Boga, ki ga morda v kasnejšem času, v življenju, ki ga živijo, znajo izkoristiti v pravem trenutku. Menite, da je zgled staršev tudi zelo pomemben? Zgled staršev je najbolj pomemben in je temelj, kajti starša dasta tisti temelj v otrokovo življenje. Vemo, da je otrokovo življenje prvih 6 let najbolj odločilno. Kasneje je težko kaj popraviti. Otrok v prvih 6 letih dobi najbolj temeljne miselne vzorce od sveta, od cerkve. Če takrat se nauči moliti, če takrat vzljubi Boga, potem je veliko lažje tudi delati pri verouku za njim. Če pa to starši zamudijo v prvih 6 letih, potem pa je zelo težko. Je pa ponavadi ta vera, ki jo človek dobi, neka naučena vera in ni tista osebna, izkustvena vera. Menite, da so otroci Božji dar, da iz velikih vernih družin rastejo duhovni poklici? Kajti verjetno v slovenskem prostoru se naši ljudje premalo zavedajo delo duhovnikov, jih znajo ceniti in tudi pozabijo, da pravzaprav po duhovnikovih rokah prihaja med nas Jezus. Otrok je največji Božji dar. To vsakdo ve in vsaka mati in vsak oče se tega veseli, da bo zagledal otroški jok, da bo slišal otrokovo melodijo joka, veselja, smeh. In zato je treba otroku nuditi vse, tisto, kar je najbolj potrebno. Treba je otroku prebujati tiste vrednote, treba je prebujati otroku ljubezen do Boga in bližnjega. Kajti, če nam je Bog to zaupal, da lahko smo posredniki življenja, potem moramo vse soodgovornosti tudi vse narediti, da otrok doživi lepoto tega družinskega življenja, pa tudi lepoto srečanja z Bogom in z bližnjim. Lahko nam je pa verjetno pri tem vzor sveta družina, ne? Sveta družina je to velik vzor, saj smo v prazniku Kristusovega rojstva pred jaslicami molili in se ozirali v skrivnost teh 3 oseb, Jožefa, Marije in Jezusa. Jožef je zgled očetovstva, Marija je zgled dobre matere, žene, upanja, vere in ljubezni, Jezus pa gotovo zgled otroka, ki je vdan staršema, ki jo posluša in tudi živi zgledno krščansko življenje. Velikokrat dobim pismo
na elektronski naslov pod@planet.si, ko gledalci sprašujejo, kaj pravzaprav naj naredijo, ker niso imeli zaradi življenja, načina, tudi tiste vzgoje, da bi spoznali Boga, Božjo ljubezen. Kaj bi vi svetovali, kako bi pravzaprav bil tisti prvi korak, tisti majhen korak, ki ga pravzaprav bi že morali dati starši, ampak niso imeli te sreče? Najboljše je, da živijo sami to ljubezen, da sami izkusijo najprej ljubezen. Kajti, če ne izkusiš te Božje ljubezni, ne moreš dati. Kar nimaš, ne moreš dati. Kar pa imaš, pa lahko daš. In zato otrok, če vidi v očetovi drži to ljubezen, če vidi v materini drži to ljubezen in dobroto, potem bo takšen otrok občutil tudi Božjo ljubezen. Je pa verjetno Sveto pismo tista knjiga, ki jo lahko nekomu podarimo, velikokrat stoji na omari, kjer se nabira prah, pa morda bi apeliral na gledalce, da pravzaprav ponudijo komu kakšno sveto knjigo, Sveto pismo ali pa kakšno drugo krščansko literaturo, ali pa tudi kakšno literaturo, ki govori o pozitivnih moralnih vrednotah. Ja, lepo bi vas povabil, da berete, da kljub temu, da imate danes veliko drugih sredstev in pa medijev in na razpolago, kjer lahko človek na hitro nekaj prebere, nekaj vidi, ampak knjiga je še vedno najbolj osebna prijateljica človeka. Saj ob knjigi človek tudi zraven razmišlja, mora biti zbran, medtem ko nas druge stvari, mediji večkrat raztresajo, ker je množica informacij in človek ne ve, kaj bere in se mora večkrat vračati nazaj. Pri knjigi pa človek, ko bere, mora tudi zraven intenzivno sodelovati. In vemo, da tudi računalnik se pokvari, vse druge stvari so minljive, knjiga pa ostane, ima eno trajno vrednost. Sploh pa Sveto pismo, ki je knjiga vseh knjig, ki je knjiga življenja, ki je Božje pismo Boga Očeta vsem nam. In preko Svetega pisma lahko človek samo raste in zori v tej veri. In preko Svetega pisma se mu odkrivajo najbolj temeljni odgovori na ključna človekova vprašanja, kdo sem, kam sem namenjen in kaj je moje poslanstvo. Ker smo v letu apostola Pavla, je prav, da tudi ta njegova pisma oziroma njegov način oziroma da ga tudi do nekle omenimo z besedo dve. To je gotovo pomembno, kajti važno je, da se v duhu tega Pavlovega leta zelo znamo poglobiti to Pavlovo pismo, njegovo sporočilnost in da odkrijamo preko tega tudi neizmerno ljubezen Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, da odkrijamo to ljubezen in da se učimo živeti v Božjih zapovedih, da jih živimo v svojem življenju. Vera je verjetno dar. Kaj bi predlagali, da bi verniki dobili bolj živo vero? Odvisno od vsakega posameznika. Veliko je priložnosti, postni čas je lepa priložnost, velika noč prav tako, da človek v svoji globini občuti, da ga Bog nagovarja, da ga Bog ljubi, da je človek enkraten na tem svetu in da želi in živeti to ljubezen, ki mu je Bog podaril. Morda bi še kakšno besedo dejala, kaj pravzaprav sveta maša je. Velikokrat slišimo, pridemo, ampak verjamem, da je še tudi nekaj takšnih gledalcev, ki ne razumejo tega pomena, vsaj v tisti globini, ne. Sveta maša je sakrament odrešenja. Pravimo, je največji sakrament. In tukaj se ponavzočuje Jezusova daritev na križu. Gre za posebno milostno dogajanje, da lahko duhovnik po njegovih rokah se zgodi ta daritev, da prikliče po milosti Svetega Duha navzočnost Jezusa v presvetem prejšnjem telesu in presveti rešni krvi, da lahko potem tudi verniki prejmejo to duhovno hrano za svoje življenje, da Jezus skratka pride v naše življenje preko svete maše in zato res cenite sveto mašo nad vse. Naj vam bo to prvo dejanje vsakega dneva. Tudi nekaj takšnega Mati Terezija dejala, ne? Mati Terezija je zelo cenila sveto mašo in češčenje svetega rešnega Teresa.
Zato je že vsako jutro najprej šla na kolena pred Najsvetejše in potem tam molila, prosila za tisti dan, ki ga bo potem tudi živela. Jaz se še spomnim, da je velikokrat dejala, ne samo 1 uro, 3 ure sem bila pred Najsvetejšim, da sem zmogla iti med te bolne, zavržene ljudi, ki so pravzaprav jih je svet zapustil. Ja, to je bila ona, ni vsakdo mati Terezija. Tudi ona je na vprašanje novinarja enkrat, to bo zelo zanimivo. Ko je novinar vprašal, kako vi morate to delati, previjati bolnika, potem obvezati rane, potem hraniti takšnega neboglenega človeka. Je rekel novinar, jaz tega ne bi naredil za $1 milijon. In je mati Terezija ga pogledala in je rekla, jaz tudi ne, za denar ne. Ker zraven imamo tudi sliko blaženega Antona Martina Slomška, mislim, da ga velikokrat v teh oddajah omenjamo in pravzaprav da tudi nekaj rečemo o blaženemu Antonu Martinu Slomšku na kratko za tiste, ki so danes prvi z nami oziroma za brate, ki so gluhi in naglušni. Gotovo ste kaj slišali že o blaženem škofu Slomšku. Bil je velik človek, velik škof, pesnik, pisatelj, narodni voditelj, velik delavec za ekumenizem, velik torej na področju šolstva, kulture, vere, saj sam rekel, sveta vera vodi v luč, materin jezik pa ključ do zveličavne in narodove odlike. Je pa verjetno je potrebno povedati, da v mariborski nadškofiji, da je tudi njegov grob, pa da pravzaprav se Slovenci tudi do nekaj premalo zavedamo tega njegovega pomena, kajti verjetno, če ne bi bilo njega, tudi mi zdaj ne bi govorili slovensko. Slomškova poteza je bila res zelo zgodovinska, preroška, saj v tem letu obhajamo 150. obletnico, kar je Slomšek predstavil škofijski sedež iz Šentandraža v Maribor in je s tem rešil Maribor in okolico Bonenčanja in je s tem zastavil temelje za prvo univerzo, za temelje šolstva, kulture, vere in se je zelo trudil na tem področju, da bi z svojimi pridigami, s svojimi nagovori, z raznimi pismi še bolj prebujal vest slovenskemu človeku. Kaj bi položili na srce našim gledalcem, da je pot poti v domovini, tujini, za konec, kdaj so svete maše? Svete maše so v naši župnijski cerkvi vsak dan in pa tudi v nedeljah ob 8 in ob 10. Med tednom pa prve 3 dneve so ponavadi zjutraj svete maše, četrtek, petek in soboto pa v večernem času. Drugače pa bi vam položil na srce, da imejte radi Boga, zaupajte mu svoje želje, hrepenenja. Tudi vam želim pri izkušenji, bratje in sestre, da živite svoje življenje, ki vam ga je Bog podaril v tej svoji enkratnosti. Če tudi se morda ne morete kdaj vključevati v javno življenje, ampak da tudi po svojih sposobnosti, po svojih darovih, ki vam jih Bog dal, bogatite nas, kajti vemo, da se mi lahko v vas veliko naučimo. Zahvaljujem se vam, Jezusovemu duhovniku Jožefu Lipušku, da je spregovoril za naše cenjene gledalce, da je pot poti Bokloni in upam, da boste še naprej pripravljali te nedeljske pridige in nekateri naši poslušalci si želijo še bolj pogosto. Tudi zahvaljujem se vam za to, da ste prišli v našo župnijsko cerkev. Tudi vam želim res blagoslovljeno pripravo v tem svetem postnem času. Naj bo ta priprava res za vas zdravilna v duši in na telesu. Hvala tudi prevajalki, ki je mojo besedo tako lepo vam posredovala. In upam, da ste kaj izluščili tudi za svoje osebno duhovno življenje, da vam bo moja spodbudna beseda ali moj nagovor še v večjo spodbudo in pa obogatitev vašega duhovnega življenja. In hvala vam za zvestobo. Menim, da samo dobri Bog ve, kaj pomeni za bolnega človeka Božja beseda, pridige malečničkega župnika Jožefa Lipuška.
Naj vam bo dobri Bog, bogat plačnik v večnosti za vse dobro, kar delate temu malemu, ubogemu človeku. Vas, spoštovane gledalke in gledalci, pa lepo pozdravljam iz Malečnika na Štajerskem in tudi povabim na obisk in vam želim v življenju vse dobro na vaših življenjskih poteh. Z Bogom, hvaljen Jezus in Marija. Hvala tudi vam in z Bogom.